Dober večer, sem skupaj še z moje strani. Ko vas takole gledam, mi je fino, ker imam občutek, da niso samo meni potaknili najstnika brez navodil za uporabo. Ne? Pa nisem jaz edina, ki so mi povedali, koliko časa, ki mi niso povedali, koliko časa bo ta puberteta živela v naši družini, pa v bistvu, če se bo sploh kdaj odselila, ker zdaj imam tak občutek, kot da nikoli ne bo šla. Ne? Jaz bi vam rada predstavila, kako jaz vidim Alberta Palejo. Zame sta v prvi vrsti čist povsem običajna človeka. Sta starša 4 otrok, starih od 17 do 24 let. Poročena sta 28 let ali pa 100, nekaj tam bliz. 29. 128. In v bistvu, ko sem jo pa res spoznala, no, pa sem dojela, da sta predvsem človeka, ki jima je mar. In da sta človeka, ki sta za vsako mojo težavo, stisko najdla rešitev takole, iz rokava. In nazadnje se je izkazalo, da je bila ta rešitev res enostavna. Sama v prvi vrsti tudi pomislila nisem nanjo. In kar me je najbolj spodbudilo, je to, da sta mi povedala, da nam otroci dajo nešteto popravnih izpitov, če smo jih le pripravljeni videti. To je bilo zame tako presenetljivo dejstvo in jaz sem v bistvu preverila vse, kar sta mi svetovala, ker sem se mislila v prvi vrsti, da je mogoče za vse druge, ampak za mojega pa ziher ne. Ampak vse, kar sta mi povedala, je v bistvu delovalo. In naučila sta me, da recimo, kaj sem se jaz v knjigi tudi naučila, da beseda problem pa krivda za njiju ni sprejemljiva. Nimamo problemov, ampak imamo ovire, zaradi tega, ker ovire jaz lažje preskakujem, kot pa se ukvarjam s problemi. Ne? In nimam krivde, se pravi, nimam občutka, da nekdo name s prstom kaže, kaj sem jaz naredila narobe, ampak sta me naučila pogledati delež, ki ga imam v posameznem nesporazumu. Ne? Ker v vsakem nesporazumu je več deležev, ne samo na eni strani. Jaz tole knjigo uporabljam, zame je to sveto pismo. Res sveto pismo. Če bi vam jaz lahko dala občutek, ki sem ga imela, ko sem knjigo v roko vzela, bi bilo to super, pa vam ga ne morem dati. Jaz sem s to knjigo dobila orodje, da sem močna in da sem trdna opora s svojima 2 otrokoma. Da sem taka opora, da se lahko vedno zaneseta name v vsakem trenutku. In v bistvu jo uporabljam takrat, ko se nočem bojevati z najstnikom, ko se mi zdi, da boj ne bo nikamor pripeljal, samo obabova, cela družina bo razštelana. No? Takrat, ko vidim, da je najstnik v stiski in da mi ne zmore povedati, kakšne težave ima, in pa takrat, ko se mi zdi, da me odnaša iz ravnotežja, da sem že zelo na spolzkih tleh, da bom zabredla v otročje obnašanje tudi sama. Knjiga je v bistvu sestavljena iz 3 delov. Prvi govori o tem, kako ostati v vlogi staršev. Drugi del govori o pomembnih razvojnih potrebah najstnikov. S 3. delom se jaz ne bom veliko ukvarjala, sicer govori o področjih zapletov, ampak meni sta rekla, če bom prvi pa drugi del znala, 3. ne bom rabila. Tako da jaz zdaj berem prvi pa drugi del, se jih skoraj učim na pamet. Zdaj sem si izbrala eno zgodbo, ki vam jo bom prebrala, ki se je mene dotaknila, naslov pa je Isti kot moj oče. Nekega poletnega dne sem s sinom sedel pred hišo, bil je star 13 let, jaz v svojih 40. Rekel sem si, da je to popolnoma identična podoba, kot sem jo sam doživljal s svojim očetom, ko sem bil v sinovih letih. Kopija, ki je ne naredi noben fotokopirni stroj. Natančno vem, kako me doživlja. Vem za njegove misli o tem, da se ne zanimam zanj, da nimam pojma, kaj se dogaja z njim, kaj se plete v njegovi glavi, kaj ima rad, kaj ga navdušuje in kaj skrbi.
Čutim odtujenost med nama in ne vem, kaj naj naredim. Čeprav sem v sebi obljubil, da bom drugačen oče, sedaj nisem premogel ne misli, ne moči, da bi sina kaj vprašal, da bi karkoli spregovoril. Videl sem moč vzorca, ki je obvladoval razumsko namero. Razumel sem, da nimam vzorca komunikacije in vzorca stika med očetom in odraščajočim sinom. Lahko sem si zamislil vsa hrepenenja svojega sina, ki so bila enaka mojim hrepenenjem, ko sem bil njegovih let. In lahko sem si zamislil njegovo razočaranje nad mano. In zdaj bi vaju jaz rada nekaj vprašala. In sicer, kaj ste v bistvu želela povedati s to zgodbo in kaj lahko spremenimo? Mene namreč zanima, kako dati otrokom občutek, da nam je mar zanje. Ker enkrat sta mi povedala, da otroci, ki čutijo, da je staršem manj zanje, imajo manjšo možnost zasvojenosti in samomorov. Ja, to je znanstveno nekako preverjeno. Ta drugi del, kako pa pokazati, da ti je mar za otroka, to pa je malo težje. Ti so lažji nekako. Hvala za ta uvod. Jaz tako se bom rekel, sem si rekel, evo, zdaj lahko Neža ne znajo, bom rekel, da res se naučila že čisto obvladaš knjigo. Mogoče to. Knjiga je sestavljena iz takih zgodb. Vsak naslov ima, v bistvu prikazuje vas skozi zgodbo, ki je resnična. Se spomnim tega očeta, ki je v bistvu pripovedoval to, kako se zaveda, kako bi rad drugače, kako je, ne vem, si res dal obljubo, pogodbo napisal, jaz bom drugačen, ampak ko se je znašel v tisti situaciji, je enostavno ni šlo drugače. Ta vzorc, ti vzorci, ti zapisi, ki jih imamo mi, ko smo pač mi odraščali, ali pa pač vzorci, ki smo se jih učili v družinah, kjer smo odraščali, so zelo močni zapisi v nas in jih ne moramo spremenjati samo z razumsko voljo. Ali pa bom rekel, ene lahko, ampak eni so precej bolj globoko zapisani in te lahko spreminjamo samo v stiku s čustvi. Zdaj, ta zgodba, ta oče je seveda hotel imeti stik z otrokom in sta dobila stik tako, da sta se srečala v nekih čustvih. Sta pač s pomočjo prišla v neko čustveno, v nek čustveni stik in so bile pol solze in je sin očetu točno to vse najprej mogel povedati, ampak pol se je izgubil stik v teh čustvenih, ko sta dobila dovoljenje, da se v čustvih dogaja še nekaj drugega od spodaj. Zdaj, kako pokazati, da nam je mar za otroke? Daj to ti. Otrokom pokažemo, ne samo najstnikom, otrokom, vsem otrokom, pokažemo, da nam je mar za njih tako, da smo jim na voljo. To, da smo otrokom na voljo, pa pomeni, da smo jim na voljo tudi takrat, kadar se z njimi ne strinjamo, ali pa kadar delajo dejanja, ki nam niso všeč, ali se jih celo sramujemo. To pomeni, da smo, biti na voljo pomeni, da sem jaz pripravljena zadržati svoj del, kadar pride moj otrok meni, mogoče tudi s kakšno katastrofalno novico in pogledati najprej, kako je v tem svetu nasproti mene. To ne pomeni, da ta otrok nima meja, to ne pomeni, da ta otrok lahko dela kar hoče, ampak to pomeni, da mene zares zanima, kaj se v tem svetu dogaja nasproti meni.
Tako jaz razumem, da pokažem otrokom, mar mi je zate. Pravzaprav enako pokažem tudi, ali pa pokažemo, da nam je mar za druge osebe. Tako da smo na voljo in da smo pripravljeni spustiti svoj prav, svoje prepričanja, svoj svet. In ja, to so stvari, ki so zelo težke, sploh je pa to težko narediti, če te izkušnje nimamo od doma, če kot majhni otroci mi nismo imeli te izkušnje. Jaz bi mogoče tukaj sam to rekel, ne, biti na voljo ni povezano z časom. Ne, to ni zdaj koliko minuta pa ur smo ne vem, tukaj, ne, da tukaj sedim, ampak biti na voljo je neka naravnanost v meni. Jaz sem teb kot, ne vem, starš, zmeraj ti bom stal ob strani, zmeraj sem tukaj, zmeraj se boš lahko na mene zanesel, karkoli bo, evo, jaz sem tukaj. Ne? To je ta neka notranja naravnanost, karkoli se zgodi, glej, tukaj je tisto varno pristanišče, kamor ti lahko zmeraj pripelješ. In tukaj, zdaj, jaz sem lahko cel dan v službi, pa imam, bom rekel, to naravnanost in otrok to ve in ne raba za midva skupaj čepeti zaradi tega. Ne? In to je tudi, jaz mislim, da je to temelj tega, kar midva pač opisujeva kot varnost, varen odziv, ki ga otrok rabi. Zdaj Neža je opisala to, da če prepovedujemo otrokom, potem otroci razvijajo to uporništvo kot odziv. Kaj jaz vem, en odziv je možen, da nekako ignoriramo. Kaj jaz vem, mi smo, mislim, da precej bili deležni tega okoli teme seksualnosti ali pa telesnega razvoja, da so se starši delali, da tega ni. In potem se tukaj na drugi strani razvije neka tesnoba ali pa neka nelagodnost okoli tega, ker pač, ne vem, nimamo odziva. Odziv nam uhaja, mi ga moramo loviti nekako. Zdaj tretji možen ali pa tak tretji neugoden odziv, ki tudi ne daje varnosti, je pa kaotičnost. Če starši so, ne vem, zaradi, recimo, to je v družinah, kjer je alkohol, kjer so, ne vem, psihične bolezni ali pa, skratka, en dan je tako, drug dan je tako, nikoli ne veš, kakšen bo odziv, enkrat je v to skrajnost, drugič v drugo skrajnost. In tak kaotičen odziv pa tudi seveda naredi kaotično izkušnjo in s tem tudi nismo varni. Tako da midva v bistvu skozi celo knjigo govoriva o tem, tudi pač, ko dajeva rešitve teh zapletov, malo rdeča nit je, kako ohranjati stik z otrokom, kako ohranjati, kako mu dajati ta sporočila o varni navezanosti in podpirati nek zdrav razvoj. Ja. Prvi del je krajši, drugi je pa tisti, ki je precej bolj obsežen. A si preštela, koliko potreb je napisati? Varna pripadnost, v drugem delu opisujeta varna pripadnost, trdno oporo staršev, avtoriteto, prevzemanje odgovornosti, no to je nekaj, s čimer imam jaz težave pri mojemu sinu. O mejah, o pravilih, pa še o marsičem zelo pomembnem, Preveč naslovov je, da bi vam jih naštela. Predvsem me je pa v najstništvu, mislim, v teh, ko se enkrat spravimo v puberteto, fascinirali, koliko hitro se ne poslušamo več, ne pogovarjamo več, nimamo časa drug za drugega, se mi je zdelo, da sam da je tam nekje, pa je čisto okej, sam da ni v bližini mene, In to mi ni všeč, ko včasih smo hodili na izlete, pa ne vem, smo se pogovarjali, pa se pa kar naenkrat medsebojni stik zgubi in se mi je zdelo zelo zoprn, ko se nama z možem je začel stik zgubljati. In najstniki so narejeni na to, da nas, jaz imam občutek, da bi nas hoteli spraviti na razen, saj nočejo videti, da smo ločeni, ampak oni hočejo dobiti v vsakem trenutku enega na svojo stran. In tle sem se pa jaz naučila ene zelo pomembne
izkušnje, kako se morata starša postaviti, da je avtoriteta na eni strani, da je moč na eni strani. A ne? In A ko tudi, če se ne strinjata? Tudi, če se ne strinjava, sem se zdaj naučila, da se postavim zraven, čeprav bi ga najraje užgala. Ampak res. In potem se odmakneva in se pogovoriva in jaz takrat, ko se odmakneva stran od ušes, povem, kaj, poskušam v večini primerov, včasih ne gre, a ne, in kaj pa vidva mislite o tem, kar sem povedala? Mi se strinjava. Ja, sva se mogla, mislim, tako sva se učila, ne, da sva nasedla na to mino, da sva se skregala, ne, ker je, ne vem, ne, ja, ne, itak to je zato, ker ti zmeri takole, ne, ja, a ti boš pa zdaj govoril, ker te nikoli ni, ne, ja, pa itak me ne rabite, ne, pa ne, tako gre. Ne, pol nastane tukaj vmes zrahljana avtoriteta, ni moči, otrok pa pač lepo po svoje. In sva, ne vem, to sva enostavno mogla doživeti, vsaj jaz se tako učim, da gledam, kje delam napake. Pol šele sem pripravljen sploh pomislil, da nekaj tukaj ni v redu. Tako da ta pot učenja je zelo dolga. Jaz se spomnim ene zgodbe, ki mi je zelo odprla oči. In sicer najini 4 otroci so bili doma in mislili so, da so sami doma. Jaz sem bila pač v sobi in sem nekaj delala, Albert je pa nekam šel, pa mislim, da je bilo tako, da sva mislila skupaj. Skratka, oni niso vedeli, da jaz pač tam v sobi sedim. In potem se je pripeljal tudi Albert domov in oni stojijo na stopnicah in se pogovarjajo. Ne spomnim se več, kaj so hoteli doseči, sam spomnim se, da so ta mali hčeri rekli, to se pravi, vidva imava sina, 2 hčeri pa sina, ne. Pejt ti pa očiju reč, on tebe zmer vse naredi, ne. In takrat so se mi zelo oči odprle in sem prav tako sem si rekla, lej, oni poznajo nas veliko bolj, kot mi poznamo njih. In oni točno vejo, kaj morajo reči, kaj morajo narediti, kako se morajo obnašati, da bodo dosegli svoj cilj. In oni imajo izjemen fokus. Oni za trenutek ne pozabijo, da so hoteli iti ven. In vse ostalo je samo manever, kako bojo do tega fokusa prišli, a ne? Tako da, ko si govorila o fokusu, to je Neža govorila za nas odrasle. Otroci vedno vejo, kaj hočejo doseči. Oni zelo pač so brihtni in imajo svoj cilj. Ja. Jaz sem to hotel reči, da to ne delajo zavestno, namerno. Ne. To so neke igre, ki pač, bom rekel, pademo v njih in se jih kar gremo. Ne. In izhod teh iger je navadno pač 1-0 za njih. Ne. To so take igre. In ja, v bistvu tudi o tem piševa, ne, da kako izstopati iz teh iger in obrniti stvari pač tako, kot imamo mi kot odrasli, ker pač vemo v mejah, tudi v pravilih, v nekem redu in tako naprej. No, tale zgodba, kako pridobiti stik. Jaz lahko zdaj ponosno povem, da zdaj moj sin z veseljem gre z mano zvečer po mlek, ker včasih mu v sanjah ne bi prišlo na misel. In z veseljem me objame in mi reče, rad te imam, če tudi uporabljam tele metode, ki so včasih na prvi pogled krute. Kako pridobiti stik? Vzdušje doma postaja nevzdržno, nobenega veselja ni več. Imamo 2 najstnika, starejšim smo praktično brez stika. Ženo komunicirava samo najnujnejše, kaj bomo kupili, kdo bo plačal račune. Mlajši počasi stopa po stopinjah brata. Ne vem, a je to počasi, a bo prišel trenutek, ko bo še hujši kot on. Pravzaprav ne vem več, s kom je kaj narobe. Verjetno z vsemi. Jaz sem najraje v službi. Tam se dobro počutim, imam sodelavko, s katero si lahko zaupava in se lahko pogovorim z njo. To mi vsaj malo olajša stres. Doma pa 2 prešvicana najstnika in depresivna žena. Vsaj zdi se mi tako.
Naj vam opišem, kako izgleda pozno kosilo, ko se vsi narišemo domov. Sedimo za mizo, žena nam streže kot v hotelu. Nikomor, razen meni včasih, ne pride na misel, da bi kaj sodeloval. Včasih je žena koga kaj prosila, ampak je v odgovor dobila tole. Pa dej, mami, ti že stojiš, boš pa še to naredila. Ali pa, dej, no, jaz sem bil v šoli in sem zmatran. Nihče od naju ni reagiral ali sva se celo prijazno nasmehnila. Tako se je ta bolezen nesodelovanja razširila kot kuga med nas. Zdaj jemo v tišini. O šoli se nima smisla pogovarjati, ker čez nekaj trenutkov že vsi tulimo, o hišnih delih tudi ne, ker se samo obljubi, zgodi pa nič, o računalniku tudi ne, ker sva stara imbecila, ki o tehnologiji nimata pojma, o psu tudi ne, ki ga sprehajam samo še jaz in že smrdi po crkovini. Torej molčimo, goltamo hrano brez hvaležnosti, otroka tekmujeta, kdo bo prvi, da si izborita boljše sedeže pred TV-jem ali računalnikom. Midva ženo obsediva molče za mizo in potem jaz začnem težko čakati, da bom šel v službo. Kaj težko čaka ona, nimam pojma. Nobene navezanosti ne čutim, nobene ljubezni. Groza me je, strah me je, da se bom navezal drugam, ampak vse enkrat prileti na dno. Telefon, kličejo iz šole. Sina ni v šolo že 14 dni. Ocene katastrofa. Kje je? Sprašujejo. Vse slišim kot glas iz daljave. Duši me, solze mi lijejo po licih. Kličem ženo, ne dvigne. Pojma nimam, kaj počne. A je sploh v službi? S kom živim? O nikomer ne vem noč. Ves se tresem, pokličem sina. Na vprašanje, kje si, odgovori. Kaj je, a zdaj boš pa težil? 100 let te ne zanima, kdo sem, kaj me veseli, kje hodam, zdaj pa pizdiš, daj stari, spel se, vrže slušalko. Nemoč, obup, sram. Imam zelo visoko izobrazbo, delam v javni službi in zafural sem sina. Morda celo oba. In še zakon. Odšel sem domov, vklopil sinov računalnik, prebrskal vse maile, sporočila, Facebook, slike. Na koncu mi je bilo slabo. Slabo od vsebine računalnika. Pornografija, nasilje, trava. To so bile 3 šokantne informacije, ki jih do tega trenutka nisem vedel. Poklical sem prijatelja z golfa, ki ima enako starega sina kot jaz. Pomagal mi je najti pot, da sem zvedel, kje je moj sin. Povedal mi je, da ve, kako je hudo, da so tudi oni imeli stiske z odraščanjem, da so šli po pomoč in da je zdaj okej. Odleglo mi je, ko sem videl, da si ne misli, da sem nek neodgovoren luzerski oče. Ustavil sem se v lekarni, kupil sem test za THC, ker bi sin itak tajil, šel v službo po ženo. Vsi so debelo gledali, sred pomembnega sestanka sem vstopil in rekel, mora z mano, pa tudi če te vržejo iz službe ali pa bo najinga otroka vrglo iz življenja. Prijatelj z golfa mi je svetoval, naj se umirim. Ženo sem najprej pelal na kosilo in spet sva sodelovala, kot že dolgo ne. Strinjala sva se, da rabimo pomoč, zato sva se najprej naročila na svetovanje. Potem sva našla najinega sina. Ko sem ga zagledal, mi je šlo na jok. Ne, sine, ne bom dovolil, da zabluziš, sem si rekel. Ženo sva se začela dogovarjati, stopila sva skupaj, peljala sva spremembe in začela sva pri najlažjih stvareh, kot recimo pospravi krožnik z mize. Vadila sva vztrajnost in doslednost. Zavedala sva se, da se morava najprej naučiti midva. Bile so vojne, solze, moj Apple je letel sredga nadstropja, marsikaj. Danes smo spet povezani in sodelujemo. Kaj sem že želel sporočiti? Nikoli ni prepozno in najslabše je obupati, velikokrat pa je breme pretežko, da bi ga lahko nosili sami. Ja, take zgodbe, bom rekel, dokler midva nisva
ugotovila ali pa vedela tega. Zdaj tako, le je to vedela že ves čas. Ne. Ampak dokler jaz nisem prišel do, bom rekel, utemeljenih podkrepitev, da je edini smisel, ki ga imamo ljudje, zato, da nekaj naredimo, je smisel tega, da imamo bližnje, na kateri smo lahko navezani. In ne vem, to je formula. Zgodbe, ki so take, ko so zelo katastrofalne, ki so, ne vem, še hujše zgodbe. Ja. Jaz bi tukaj rekla, da ta zgodba zgleda katastrofalna, ampak kako se je potem rešila, a ne? Se je v bistvu zelo hitro reševala in pač opisana je iz tistega trenutka obupa, a ne? In mogoče je tukaj smiselno poudariti to, da so stvari rešljive, no? Da takrat, ko smo mi najbolj obupani, mogoče niti ni toliko grozen, kot mi doživljamo, da je grozen, a ne? In res je pomembno, da takrat nekaj naredimo, tako kot je pač ta oče nekaj naredil, oziroma je kar veliko naredil v enem trenutku. Ja, sej, a ne, ko pač, ne vem, najprej že precej je naredil, ko je z ženo naredil nek minimalni stik, ampak ko sta ona dva naredila stik, ko sta se slišala, se je tam zgodilo nekaj drugega, kot je bilo prej. In potem sta zelo hitro tudi prišla do tega nekega zavedanja, da je stik z otrokom tisto, na čemer pač vse lahko stoji. In sta zelo hitro naredila stik. Naučila sta se, ne vem, odzivati, naučila sta se biti prisotna, naučila sta se, da sta pač, ne vem, nosila neke zgodbe, pa da je tam nek drug svet, pa to niso težke stvari za naučiti se, ne. In ko so naredili ta stik, potem se čudežno spremenijo stvari. Velikokrat je recimo to, ne, da pridejo zaradi otrok, pol je zelo hitro jasno, da pač v partnerskem odnosu nekaj ne funkcionira in pač delamo na partnerstvu in pol, ne vem, spotoma rečeta čez neki srečanj, pri nas doma, kar ta malo je pa čist drug, vse je pa čist spremenjen, a ne. In, ne vem, ta stik, ne, je, ne vem, meni je to zdaj prva stvar, ki jo zmeri pogledam in če ni stika, delamo zmeri na stiku in zmeri se stvari popravijo. Tukaj je recimo apatija, kaj jaz vem, 13-letniki, ne noče več v šolo hoditi, kaj se mu dogaja, nima nobenega, sam na računalniku bi visel, nima nobenega socialnega okolja, depresiven je, ne vem, a ga ne k psihiatru peljemo, ne vem, a kaj jemlje, ne, to so take misli. Ne vem, pa vidimo, da samo oče ni prisoten, nima stika s sinom, oče naredi nekaj, čez 14 dni je tam malo, ko bi ga zamenjal. Jaz bi tudi v bistvu to rada poudarila, da velikokrat pridejo starši pa rečejo, pa sej mu skozi rečem, pa pej z mano, pa daj bova to, pa on skozi reče ne, on sploh noče stika, ne. Glejte, to ni res, ne. Prvič ni res, da ga noče, drugič je res, da mi potrebujemo stik zato, da lahko preživimo. Mi brez stika ne moremo preživeti, to je tako, kisik, zrak, ki ga dihamo. In to, da se naši otroci upirajo, samo pomeni, da nočejo ven iz cone ugodja. A ne, oni pač, tam je pač lušten sedeti, a ne, in ko ga mi nekako privabimo z nekim, ne vem, načinom, ki je pač vabljiv v nek stik, v naš svet, v neko sodelovanje, pa to ni nujno, da, jaz ne govorim zdaj o tem, da če jaz rada v hribe hodim, moj otrok pa ne, da bova midva naredila stik tako, da bom jaz njega prisila, da bo šel z mano v hribe. Ne bova ga naredila, ne. To smo mi tudi probali, pa ne gre. Ampak jaz sem starš in jaz sem odgovorna za stik. To pomeni, da moram jaz mojega otroka toliko dobro poznati, da vem, kaj ima rad. In da mu bom rekla, lej, a greva skupaj nekaj skuhati, če vem, da rad kuha. Ne vem, recimo v končni fazi, a greš z mano v trgovino, če vem, da rad gre v šoping. Ker vem, da bom po poti in v štacuni in
pač tam nekje zvedla informacije, ki jih potrebujem za to, da bo med nama eno polje zaupanja nastalo. A ne? In iz cone ugodja pa noče nihče, a ne? Ker je tam fajn. Tudi mi odrasli nočemo iz cone ugodja. A ne? Včasih sva skregana in je meni čist fino tam nek ždet, pa ne vem, televizijo gledati. Zakaj bi pa pol, a ne? Ampak to ne more večno trajati. To razdira. Mi dva se drživa zelo strogo enega pravila, a ne? Tisto, kar deluje, pust primer in nobenih sprememb tam. Tisto, kar ne deluje, nehaj, ker to, a veste, mi včasih ponavljamo eno in isto stvar skozi in tam se skozi isto dogaja. Skratka, ne funkcionira. Ampak mi še kar verjamemo, da se bo enkrat en čudež zgodil in da se bo tam zgodil tako, kot imamo mi v naši predstavi. Ne bo se. Po 3 poskusih, če se tam na drugi strani neka sprememba ne zgodi, to ne deluje in je treba nekaj spremeniti. A ne? To pomeni, da mi moramo takrat iz cone ugodja iti ven, a ne? Ker mi delujemo po ustaljenem vzorcu. Pa glede stika, mogoče še, tudi to je povezano z naslovom knjige. Ne? Ta knjiga je v bistvu nastala, ko sva midva gledala, kako se v nekem, ne vem, starosti 11, 12, 13 začne zgubljati stik med tistimi pridnimi, super otroki in starši in kam vse te zgodbe grejo. Kam so šli vsi ti angelčki pridni, ki so ja, pa tudi pač spremljala sva zelo, bom rekel, težke zgodbe. Ne? Najprej sva pač videla te zgodbe zasvojenosti in depresije in to, skratka to, kar opisujejo v 3. delu. In naju je v bistvu vodilo to, da sva ves čas sva videla, da v teh primerih so starši se zgubili, niso znali komunicirati z tistimi pomembnimi potrebami teh otrok. Ne? In to je bil vzgib. In naslov je v bistvu Izštekani najstniki, pomeni izklopljeni iz stika. Ne? In starši, ki štekajo, je v bistvu, ne vem, mi smo iz tistega časa, ko smo rekli, a štekaš starja, ne? A razumeš, ne? Pa štekati je pa tudi, da se ti zatika. Ne? Tako da ta naslov ima v bistvu več pomenov lahko. Ne? Ampak o tem, to je v bistvu. Ja, jaz bi tukaj dodala to, a ne, da jaz ne bi rada sedela tukaj na eni taki poziciji, kot da midva nikoli ne zaštekava. Že Neža je rekla, da sva čisto običajna starša in mogoče je to zgodba dobrega upanja, a ne? Da vedno, ko ga mi nekaj polomimo, vedno, ko zaštekamo, odnos se vedno da popraviti. A ne? In to, kar je Neža rekla na začetku, da nam otroci dajo nešteto popravnih izpitov, je res. Je pa res, in to zelo v knjigi poudarjamo, da starši smo tisti, ki moramo delati stik nazaj. Kadar vam pride na misel, zdaj naj pa on prpuza, ne? Prpuza naj pa naj se mi upravič, ne čakati tega. Tudi otroci, kadar so v svojih čustvih, to delajo s svojim smislom. Poleg tega, oni velikokrat reagirajo neprimerno in mi to vzamemo osebno. Ja, 3. del je, ne vem, daj ti no. Albert je bolj strokovnjak za 3. del. Med razvojnimi potrebami, a ne, v tem poglavju ne boste našli potrebe, da hodi v šolo. Je pa prvi naslov v tem 2. delu, ko otroci nočejo v šolo hoditi, oziroma to, ko se uležejo doma ali pa ko zgubijo smisel hoditi v šolo. Ne vem, tukaj opisujeva ves ta cel spekter od čustvenih težav, ki jih imajo, ki jih pol dobijo oznake depresije, tudi te samopoškodbene vedenja, nasilje, vse vrste zlorab, vse vrste zasvojenosti, vedenja, ki so preko roba zakona ali pa preko, ki so kazniva.
v glavnem pač vse tisto grozno, kar si starši ne želijo. In to so zgodbe, ki so bile pri nama, zgodbe, ki so v glavnem vse rabile strokovno pomoč in zgodbe, ki so... To so zgodbe, ki rabijo strokovno pomoč. Te zgodbe rabijo strokovno pomoč, no, ampak so zgodbe, ki so se končale tako, da so starši našli nazaj stik z svojimi otroki. Razen samo ena je taka, kjer so starši, bom rekel, žrtvovali otroka, bi ga stlačili v psihiatrično bolnico. Je zgodba taka, da se oče ni hotel odpovedati nekemu razmerju s tretjo osebo. Mama je bila tudi, bom rekel, potrebna pomoči in niso hoteli spremembe narediti. Niso je zmogli. Niso je zmogli. Zdaj, te zgodbe so žalostne, te so težke lahko, ampak dala sva jih zato noter, ker dejansko v vsaki zgodbi je tako zelo očitno, kako so starši spregledali nekaj, kar je recimo v tistem drugem delu neka temeljna otrokova potreba. Kaj so zelo veliko je recimo tega, da čustvenega razvoja starši nekako ne uspejo zaznati in nimajo odzivov. Ne vem, na čustva se ne znajo odzivati in tukaj med najstniki je pač čustveno življenje eno ali pa čustveno dogajanje najpomembnejše. In prvič se srečajo s čustvi na tak način in če nimajo to s kom deliti, če nimajo odziva, da so čustva okej, da je to dovoljeno. Govoriva o čustvih, ne govoriva o veselju in o ljubezni. Govoriva tudi o jezi, o sovraštvu, o razočaranju, o vseh čustvih. Vsa čustva, ki se pojavijo. In čustva se pojavila takole, v intenzivnosti, zelo na hiter, pa zelo različno, enkrat tako, drugič tako. Je težko to nositi, pa težko s tem živeti. Ampak tukaj recimo je precej teh zgodb, kako starši ne znajo. Pa ne vem, ko jim pokažemo, vidijo, da ni to zdaj neka strašna znanost in da pač, nimajo vzorcev, niso se tega naučili. Ni težko to, ni težko reči, da vidim, da si jezen. Tretji del sva tudi napisala, ali pa kar se mene tiče, je zame največji smisel v tretjem delu ta, da bi se starši rešili sramu. Ker je zelo pogosto se zgodi, da pridejo k nama, recimo starši, ki imajo otroka, ki se samo poškoduje, ko je že res ves zrezan, starši, ki imajo otroka, ki ima 35 kil, pa ne vejo, a bo še živel, a ne bo več živel, zato, ker jih je bilo tako sram, da bi prišli prej tega občutka, da so oni nekaj narobe naredili. In to povedati na glas. Da so res zabredali v težave. In jaz sem v prvi vrsti želela sporočiti, da te zgodbe so. In da so rešljive. In da ni vse vedno na nas starših. Je pa res na nas to, da jim lahko ponudimo roko. To pa je vse na nas. To pa je naša odgovornost. Da pač otroku, ko ga vidimo, da je padel nekam dol, pač damo roko in ga potegnemo ven in vedno se bo pustil. Tudi če bo rekel, nočem, pust me, ne grem, vedno bo na koncu popustil. Samo hoče se prepričati, če resno mislimo. Če nam je zares mar. Jaz sem zelo ponosna, ker je moj mož tole knjigo postavljal in oblikoval. In jaz ne vem, kako so drugi moški, ampak moj sicer bi v praksi, v teoriji bi on to vse, ampak pri praksi pa tako kot jaz, tudi on večkrat zmrzne. Zdaj ne vem, a se teorije ni dosti naučila, zakaj. Ko je on tole knjigo postavljal in jo je sprot bral, ker ima pač to navado, da vedno knjigo bere, ko jo postavlja, se je njegovo vedenje spremenilo.
Čist. On je delal stvari po knjigi in je bilo super. Pa lahko povem še to, da ta velik sin je iz mojega prvega zakona, se pravi, da je moj mož njegov očim, pa ima ta vse en stik, na katerega sem jaz ponosna. To je ena stvar, ki se mi je zdela zelo pomembna, da vam povem. Še ena, ki sta mi jo pa Albert pa Lea povedala, pa ki se jih jaz malo držim, bi si najreč kar napisala nekam. Leto nima 365 dni, ampak ima sam en dan in vsak dan gremo zmagati. Po majhnih korakih bomo preživeli vsak dan posebej. Ko se tega držim, je lažje. Tako da, kar se mene tiče. Hvala, Neža. Ja.